Po barjanskih ravnicah in osamelcih, kolovoznih poteh, s cerkvicami posutih gričih, po jezerih, Ljubljanici, po krimskih gozdovih na skrivnostnih kraških tleh jo prepoznaš. Občino Brezovica, osrednjo občino Ljubljanskega barja. Geografska razgibanost, pestrost narave, kraški pojavi ter bogata dediščina preteklosti ji dajejo pridih čarobnosti. In malo manj kot 10.000 ljudi, ki živijo v 16 naseljih. Na Brezovici, v Nanih in Notranjih Goricah, na jezeru, v Podpeči, Kamniku pod Krimom, Preserju pa na privzdignjeni planoti tja na jug odmaknjene Rakitne. Zgodovina poseljenosti teh krajev sega daleč v preteklost, v dobo koliščarjev na barjanskih tleh, tu živečih pred 6-7 tisoč leti. Močne sledi je na tem področju pustilo antično obdobje, še posebej Rimljani. Že tedaj je mimo današnje Brezovice vodila pomembna prometna pot med Emono in Nauportusom, med zdajšnjo Ljubljano in Vrhniko. Pomembna rimska pot je vodila tudi mimo Rakitne. Iz kamnoloma v Podpeči so v Emono s čolni po Ljubljanici vozili daleč naokrog poznan podpeški marmor, del rečne struge pa vsled tega celo prestavili v neposredno bližino kamnoloma. Pisni zgodovinski viri kot najstarejše naselje v občini navajajo vas Notranje Gorice, ki je prvič omenjena na prehodu iz 12. v 13. stoletje, tedaj v lasti Šentpaveljskega samostana na Koroškem. Med znamenitimi Slovenci, ki so živeli na tem prostoru, omenimo pisatelja in duhovnika Janeza Jalna, ki je krajši čas služboval v župnijski cerkvi v Notranjih Goricah. Prav tu je dobil navdih za svoj roman Bobri, roman v 3 delih o življenju koliščarjev na barjanskih tleh. Za današnjost je pomembno dejstvo, da se število prebivalcev v občini Brezovica iz leta v leto povečuje. Razveseljuje tudi podatek, da se veča število otrok v vrtcih. V 5 enotah vrtcev Brezovica jih preživlja zajeten del dneva okrog 300. V svojih rosnih letih med drugim nadvse prepričljivo nastopajo na odru. V 2 osnovnih in 3 podružničnih osnovnih šolah nabira znanje krepko čez 900 osnovnošolcev, ki šolanje večinoma nadaljujejo na ljubljanskih srednjih šolah. Kako zelo živo je civilno, družbeno, kulturno, športno, rekreativno in družabno življenje v občini, nazorno govori dejstvo, da so občani v zadnjih letih oživili in ustanovili mnoga nova društva, skupnosti, ki se med seboj uspešno dopolnjujejo in bogatijo življenje vse večjega števila prebivalcev. Tako je v občini Brezovica kar 10 prostovoljnih gasilskih društev, skoraj 1200 člani. Okrog 300 občanov deluje v okviru 8 kulturnih društev. Dejavne so gledališke skupine, ki svojimi igrami navdušujejo doma in v gosteh, ter medse rade povabijo igralce z drugih odrov. Rada bi se smejala. Premalo se smeje. Deficit smeha, to je razlog za ločitev. In smučanje. Rada bi se smučala po strminah in se zraven smejala kot kakšen idiot. Folklorne skupine ohranjajo in v današnji čas prenašajo izročilo slovenskih ljudskih plesov. Ljudskih plesov so vešče tudi najmlajše generacije. Mnogi prepevajo v pevskih zborih. V občini je dejavnih kar 19 športnih društev. Na mnogih področjih je nadvse dejavna številna skupina skavtin in skavtov združena v enoti Ostrorogega jelena. Omenimo še 3 turistična društva, 5 društev upokojencev, 2 lovski in čebelarski družini. Če bi omenili prav vse, bi se njih število približalo številu 100. In nekatera od njih imajo prav častitljivo dobo delovanja. Občani se radi poveselijo na gasilskih in njim podobnih veselicah, razstavah domačih živali, med seboj pa se družijo tudi v številnih lokalih.
Od delovno aktivnih prebivalcev je dobra četrtina zaposlenih v občini Brezovica, slabe 3/4 pa drugod, pretežno v Ljubljani. Gospodarstvo občine Brezovica temelji predvsem na uspešnih podjetnikih in obrtnikih. Glede na dejstvo, da so od nekdaj prek občine vodile pomembne poti, so iz dediščine furmanstva izšla mnoga transportna podjetja, ostale pa tudi nekatere že v tedanjih časih priznane gostilne. Močna je kovinska, lesno-predelovalna, gradbena ter pester nabor storitvenih dejavnosti. Na območju občine je kar nekaj močnih kmetij. Glede na dejstvo, da je kar 60% občine pokrite z gozdovi, pa ima v teh južnejših predelih občine pomembno vlogo tudi gozdarstvo. Nekoč pomembni gospodarski dejavnosti, apneničarstvo oziroma žganje apna ter pletarstvo pa sta danes v počasnem zamiranju. Podjetje Plannet nudi celovite storitve na enem mestu. Z visoko usposobljenimi kadri svojim strankam zagotavljajo kakovostno izvedbo vseh notranjih in zunanjih elektroinštalacij šibkega in jakega toka v poslovnih, stanovanjskih ter industrijskih objektih. Gre za telefonske in računalniške mreže, požarno javljanje, izgradnjo javne razsvetljave, montažo transformatorskih postaj, izvedbo strelovodov. Zagotavljajo vam uporabo kakovostnih materialov in izvedbo v dogovorjenih rokih. S sodobnimi dvigali terenske izvedbe vam podjetje Plannet nudi celoten spekter storitev dvigov različnih tovorov do teže 40 ton, od jeklenih stolpov, transformatorjev, žerjavov do montažnih konstrukcij na vsakršnih terenih. Celovita storitev najema agregatov je prav tako del njihove ponudbe. Poskrbijo pa tudi za vse faze še tako zahtevnega izkopa. Izberite tudi vi zanesljivega partnerja. Podjetje Plannet. Prigo, podjetje z več kot 30-letno tradicijo. Transport in logistika ter nudenje celostnih storitev vzdrževanja tovornih vozil sta osnovni dejavnosti uspešnega in v prihodnost zazrtega podjetja Prigo. Opravljajo prevoze s ponjavami, hladilniki, volumenske prevoze ter prevoze nevarnih snovi. S transportno dejavnostjo je podjetje Prigo prisotno predvsem na področju držav Evropske unije. V prostorih na Brezovici opravljajo popravila tovornih vozil. Od leta 2002 je podjetje tudi pooblaščeni serviser tovornih vozil znamke Mercedes-Benz. Izvajajo celotne vulkanizerske storitve, pranje tovornih vozil, to je odlično založena trgovina z rezervnimi deli, v delu svojih prostorov pa opravljajo tehnične preglede in registracijo vseh motornih vozil. Nastavitev tahografov je še ena od njihovih storitev. Mimogrede se lahko okrepčate v Prigo baru, kot tudi v njihovem prijetnem lokalu Mostiščar v Podpeči, kjer ima podjetje Prigo tudi kmetijsko-tehnično trgovino. Podjetje Mineral Podpeč letos praznuje 70-letnico obstoja. V lasti ima kamnolom granita v Cezljaku na Pohorju ter kamnolom marmorja nad Lesnim Brdom pri Vrhniki. Njihovi izdelki iz kamna so najrazličnejši tlaki, fasade, police. Njihovi največji kupci pa gradbena podjetja in kamnoseki. Razvoj podjetja Mineral Podpeč je usmerjen predvsem v združevanje proizvodnje v kamnolomih, od pridobivanja kamna do izdelave končnih izdelkov. Občino Brezovica prečijo pomembne ceste na zahod in jug. Magistralna cesta iz Ljubljane mimo Vrhnike na Primorsko je bila pred izgradnjo avtoceste pravzaprav edina pomembnejša pot s celine do Primorja. Pomembno vlogo ima medkrajevna cesta, ki vodi z Brezovice proti Podpeči, kjer se razcepi jugovzhodno proti Igu, jugozahodno pa v smeri Borovnice. Izpod Peči mimo Preserja in Rakitne pa nas pot vodi na Notranjsko. Občino v jugozahodni smeri seče tudi najpomembnejša železniška povezava do Tržaškega zaliva. Zgrajena je bila sredi 19. stoletja kot del železniške poti med Dunajem in Trstom. Do izgradnje proge je bila velikega pomena plovna pot po Ljubljanici in pristanišče v Podpeči. Danes pa je vse zanimivejša za mnoge turistične in športno-rekreativne dejavnosti na in ob njej. Nedvomno je področje občine Brezovica turistično nadvse privlačno. O nekaterih turističnih točkah lahko govorimo kar v presežnikih.
Le streljaj od podpeči v vasi Jezero nas prevzame okroglo, sifonasto, 47 metri globine eno najglobljih naravnih jezer v Sloveniji. Pod zaselkom Dolenja oziroma Dolnja Brezovica se lahko zazremo na naše najmanjše kraško polje, Ponikve, z vsemi značilnostmi kraških polj. V Rakitni na Rakiški planoti stoji edino mladinsko sredogorsko klimatsko zdravilišče v Sloveniji. Nedaleč od vasi Goričica pod Krimom pa domuje Goriški mah, ki predstavlja največji in dobro ohranjen del nekdanjega Visokega barja z edinstvenimi rastlinami, ki so se tot ohranile do današnjih dni. Po barju, osamelcih, med vitkimi smrekami krimskih gozdov tja v nederja Krima vijugajo skoraj idilično lepe kolesarske in peš poti, ki vas mimogrede popeljejo še na kak grič ali hrib, do cerkvic in cerkva ter do prelepih razgledov. Do cerkvice svetega Lovrenca, svetega Jožefa, svetega Vida, do svete Trojice na Gulču, do Božjepotne cerkve na Žalostni gori, pa na sveto Ano, odkoder lahko z očmi premerimo skorajda celotno barje in ponoči motrimo svetlikajoče se luči slovenske prestolnice. Podamo se lahko na skoraj ducat različnih učnih poti. Ob jezeru v Rakitni je v gradnji nov zdraviliški hotel, nad barjem leti vse več balonov in ultralahkih letal, po Ljubljanici pa se lenobno ziblje vse več plovil. Nastajajoči krajinski park Ljubljansko barje ter vse druge zanimive turistično-rekreativne točke v občini Brezovica ponujajo odlične možnosti za razvoj naravi prijaznega ekoturizma.